Evo, recording imamo. Pozdravljeni v okrnjeni zasedbi ponovno. Verjetno bo to stalnica. Andrej Peš, Kraba, Luka, Dremelj, Jaka, Andrenšek. A sem prav rekel? Mislim, rekel si bolj kot tujci, no, ampak slabši Slovenci. Ti si bil že parkrat, Jaša, na podcastu in ponavadi postavim intro, ko predstavim gosta in ponavadi vedno imam tako one take, ne delam nobenih ponovitev, tudi zaradi časa, ampak pri tvojemu priimku mislim, da sem mogel ponavljati, popravljati, sem mogel prav iti brati, ker je tisti srednji del je malo tako triki za izgovoriti. Ja, Andrenšek. Andrenšek. Ja, to vidiš. Kako ste, fantje? Kje ste lokacijsko? Povejte malo. Kraba je na Tajskem. Ja, sploh te eksotične rastline v zadnji me izdajajo. Luka, Jaša, kje ste vidva? Jaz sem trenutno v Berlinu. Bil si pa? Na Malorki. Kar lepa voda, imela 25 stopinj, sonček. Koliko časa si pa bil? Od srede do včeraj. Smo imeli ta management retreat, pa smo malo nastavili strategijo za firmo, pa budžet splanirali, pa malo uživali, lepo vreme, toplo vodo, dobro hrano. Tak. Ste se odločili, koliko boste folka odpustili? Valjda, vedno. Na Malorki lepo na ladici gor, veš, dajo gor fotke. Težke odločitve, ja. Jaša, pa ti? Jaz sem doma v Cerihu, tako da eden izmed tunih vikendov, ko sem tukaj, drugače naslednjo vikend pridemo v Slovenijo, pa imamo neko fantošino v Madridu, tako da vikendi so polni, ampak tale vikend je pa dosti umirjen, tako da v Cerihu. Ja, kar pestro, vidim, imate. Danes, videl sem, da smo se zadnje tedne veliko pogovarjali o metaversu, o tem trendu, ki se zdaj zadnje leto, bom jaz rekel, precej propagira. Jaz sem tudi v enem dialogu smo se pogovarjali precej veliko o tem, sploh takrat, ko je Facebook preimenoval se v Meto. In jaz sem takrat tisti intro video, ki ga je Mark predstavljal, videl zelo tako skeptično, zelo cinično, zelo mi je bilo vse tako na fake, korpo prezentacija, nečesa, ali pa ljudi, ki niso glih v stiku z navadnimi ljudmi, da bi vedel, kaj navadni ljudje pričakujejo ali pa želijo, ali pa bi jim neko dodano vrednost dodali. Bi pa rekel, da sem se zadnji teden mogoče malo obrnil ploščo, ker sem videl v bistvu predvsem ta zadnjo predstavitev, ki jo je Meta imel, predvsem za to napravo imam v mislih, Meta Quest Pro, pa sem mislil mogoče pokazati, ker video je mene malo intrigiral, pa boste sam povedali, če vidite moj screen. A vidite screen? Ne še. Še vedno ne? Še vedno ne. Zdaj pa. Ok. Ja, to je bila ena stvar, ki sem jaz v bistvu s svojim backgroundom, ali pa imel sem neko periodo v življenju, kjer sem vse preko digitalni nomad. In jaz sem takrat, ne vem,
šel sem na Bali, imel sem v backpacku svoj laptop, sem se usedel v coffee shop in 6 drugih digitalnih nomadov je bilo v istem coffee shopu in vsi smo delali na tistem majhnem monitorju na računalniku. In pa, ko sem to videl, bi jaz rekel, da sem prvič videl nek tak use case, ki bi lahko dodal vrednost zelo hiter. Se pravi, ti imaš ta očala v ruzaku, daš si jih gor in iz kjerkoli imaš v bistvu ti profesionalen setup 3, 4, 5, 6 monitorjev, plus vse stvari zraven, ki pridejo, odvisno od področja, na katerem delaš. In pa bi rekel, da me je ta stvar tako mal skepso zmanjšala. Bi pa rad slišal, ne vem, vaše perspektive, imam pa pol še eno drugo stvar glede metaversa, ki bi vam lahko pokazal, ta virtualni office, Gather, ki smo ga začeli uporabljati v firmi, pa vem, da ima Jaša sigurno kaj zapovedati. Ampak, Andrej, mogoče ti prvi, kakšen je tvoje mnenje ali pa tvoja intuicija glede tega, kar sem pokazal zdaj? Ja, najprej moram komentirati, da je zelo smešen, da so te prepričali 3 navidezni monitorji, ne pa potencialni virtualni seks. To je res, to res nakazuje, da si geek. Ne, tako, to se malo hecam. Ampak, mislim, jaz Metaverse povezujem z VR-jem, se pravi, s tem, da ti da imaš neki na očeh, zdaj je to čelada, so to očala, so to leče, pač nekaj od tega. In jaz sem še vedno zelo skeptičen, tudi po ogledu tega videa, ki si ga pokazal. Mislim, da skoraj večina nekih takih tehnologij mora najprej biti zanimiva skozi entertainment, pa pol skozi recimo skozi neke profesionalne aplikacije. Ker glede na to, koliko časa jaz že temu sledim, a veš, je bilo teh poskusov, da ti spremeniš v bistvu interakcijo z računalnikom, že ogromen. Od nekih, ne vem, da nimaš več sploh tipkovnice, da sam neki po mizi tipkaš, do tega, da neki z rokami krilaš po zraku, od tega, da imaš neke touch oziroma zaslone na dotik, je v resnici še vedno killer feature tipkovnica, miška ali pa en ful dober trackpad, pa res zaslona. Vse te stvari, ki so pa v teh nekih tehnoloških demotih, so pa zelo zanimive, da jih sprobaš in rečeš wow, in v resnici jih pol nikoli več ne uporabljaš. In mislim, da bo s tem isto. Oni bodo veliko teh očal prodali, verjetno bojo neke zanimive not aplikacije, to, da imaš te 3 zaslone in pol to nekako zgine. A veš, tudi s temi očali, ki so zdaj, jaz recimo imam ta HP Reverb, ki je retail, ki ni profesionalni HMD, kaj pomeni HMD, Head Mounted Display, ki imaš pač retail izdelke, pa profesionalne, se pravi, retail stanejo tam nekje do, kaj jaz vem, 500, 600, 700 evrov, dolarjev, profesionalni so pa par tisoč. In to je vse že možno. Jaz si lahko to zdaj dam gor in imam 60 monitorjev, če hočem. Sam pač ne delam tako. In ne vem, zakaj bi recimo zdaj to, kaj je Facebook naredil, zakaj bi to bilo karkoli boljš. Tako da sem še vedno ultra skeptičen, da bo to kaj zdaj, da bo zdaj to kaj nas na novo stopno dvigne. Ja, mogoče sem, da razložim to mojo manjšo skepso. Jaz ne pravim, da ta produkt, ta verzija bo ultra uspešna. Jaz pravim samo, da sem videl en use case, ki bi ga lahko izboljšal tudi cenovno, se pravi 1500 so ta očala, ki smo jih videli na videu,
Se pravi, če to mi spravimo na $300 ali pa na $500, pa imaš ti ljudi, ki rabijo več monitorjev, ampak veliko potujejo ali pa nimajo prostora doma. Ne? Tako sem videl, če bi bila to zelo dobra vidljivost. Ne? Ker ti v bistvu čez vidiš, ne? To ni VR, kot si rekel, ne? To je AR. Ne? Ti čez vidiš in če bi ta očala še manjša, a veš, ne, vidim eno pot k dodani vrednosti, a veš, ne samo kot gimik, tako kot si rekel, ne, tako, to sem v bistvu prvo videl. Ne vem pa, bo to Facebook, a bo to Meta uspel, a bo to 4. verzija, a bo to 10. verzija, sam tako vidim pot, no, to sem hotel povedati. Luka, tvoj view. Ja, jaz se tu kar pridružujem Andreju. Jaz tudi zelo skeptičen, da je ta nek use case za profesionalno rabo v tej verziji uporaben. Ne vem, predstavljaj si na Tajskem v nekem lepem baru, delaš na računalniku, zdaj bi si dal ti v tem baru ali pa v nekem kafiču ta očala gor in potem ima v kafiču, ne vem, 10 zombijev, ki gledajo v ta očala in tudi nek čar je, da si ti tam, da delaš remote, ne vem, da kakšni ljudi srečaš, da je neko drugačno okolje. Jaz si da ne znam predstavljati, da bi ti bil, ne vem, 7 ur z temi očali tam sedel pa z glavo krilo levo desno. Ne. Za mene edin dober use case VR-ja do zdaj je ta sim racing. Zaradi tega, ker tam ti res izboljša izkušnjo, dosti bolj realno je, ti lahko z glavo gledaš, ker ko voziš na dirkališču, je ful pomembno, da lahko ti gledaš, kje je ovinek, kdaj moraš zaviti, ful bolj immersiv se počutiš pri tem, to je res najboljši use case VR-ja, ki sem ga do zdaj sprobal. Vse ostalo se mi zdi, ne vem, še predaleč strano. Tudi ta očala postanejo potem topla, težka so, da bi zdaj, ne vem, to imel 8 ur na glavi pa v tem delal, to se mi ne zdi toliko koristno. No. Jaz prej vidim kak use case pri kakih popravilih, ne vem, kakšne tehnične službe, naprimer ti si nekje, moraš nekaj popraviti, nimaš tega znanja, pa dobiš nekega virtualnega, ne vem, tehnika, naprimer, ne vem, ti je nekaj na mašini crkne ali pa ne vem, v kakem zelo specifičnem, tehnološko zahtevnem poklicu, dobiš ti pomočnika in ti potem lahko oni tam real time v živo, točno ne vem, na nekem delu mašine ali pa ne vem čem, pokažejo, kaj zamenjati. Vse neke take stvari so že imeli z iPadom, takrat moraš držati iPad. Ne? Tako da tu potem vidim prednost, da daš ti to na glavo, imaš proste roke, pa lahko nekaj spremeniš, pa dobiš neko ful dobro pomoč, ki je prej ne bi imel. Ne? Tako da v tem vidim nek use case, ampak da bi pa zdaj to bil neki mass adoption zaradi tega produkta, ki so ga predstavili, pa mislim, da ne. Ok. Ja, zanimivi pogledi. Kaj jaz v bistvu tako razmišljam, zdaj smo zelo omejeni s temi zasloni. Ne? A veš, zaslon imamo v roki z nekim iPhonom in te zasloni so vedno večji ratval, ne? Ker smo rabili ali pa želeli smo si večjo površino. Zdaj mogoče trend malo v drugo smer, ne, hočejo ljudje malo manjši ekran, ampak tudi tako, če pogledaš, ko imaš ti računalnik, ne, zelo si omejen z to površino, kjer imaš na voljo. Ne, in ti tukaj imaš te windowe in jih menjaš. Ne. In jaz mislim, da s tem AR-om, se pravi, če rešimo vse te težave, ki si jih omenil, vročina, težko je, ne vem, drago je, ti kar naenkrat površine, nimaš več omejitev pri površini. Ne. Ti v bistvu lahko v svoj fizični prostor okoli in okoli daš zaslone, pogledaš pobliži, oddelač. Ne. In jaz mislim, da to je nek use case, ki bi nekaterim ljudem, se pravi, mogoče meni, ki sem dizajner, dal neko dodano vrednost, ne, brez da imam doma, ne vem, 3 zaslone, ki so fizični. Ne. In v bistvu že to vidim, da z vso to IT revolucijo mi v bistvu digitaliziramo materialni svet, ne? Ker prej si rabil kalkulator, v avtu si imel GPS, ki je služil samo GPS-u, alarm, uro na zraven postelje. Ne? In vse to smo mi v bistvu skrčali v telefon. A ne? Se pravi, smo
z digitalizacijo pa z tehnologijo smo v bistvu atome naredili manj pomembne in smo te bite naredili bolj pomembne. In jaz mislim, da to je korak v to smer še v večji ekstrem. Jaz mislim, da mogoče ti kot dizajner imaš še večji ta use case, da tebi ogromno pomeni, da imaš ti, ne vem, 2-3 ekrane, naprimer, ne. Meni se zdi, da pri ogromno ostalih poklicih, delih, ki jih opravljaš, se mi ne zdi tak limit ta, ne vem, 13-inčni ekran, naprimer, ali pa 14-inčni ekran, ki ga imaš na računalniku, ne, ker tudi večina, ne vem, neke tvoje kreative se verjetno zgodi v tvoji glavi, ne, računalnik pa ekran sta potem samo neko orodje. In ne vem, tudi naprimer, en primer, ko gledaš ti naprimer film je vedno super gledati na velikem platnu, ampak če si kdaj na letalo, pa imaš samo telefon, pa gledaš film na telefonu, tudi ravno enako not padeš, ker padeš v tisto zgodbo, kaj se dogaja in pol čez čas lahko pozabiš, da v bistvu gledaš ti na to zelo malem ekranu, ne. Tako da, ne vem, meni se trenutno ne zdi tak limitno, da imamo ta velikost tega ekrana. Zdaj, če bi enkrat prišel res neki VR, AR, ki bi bil velikosti, ne vem, sončnih očal, potem to postane zelo zanimivo, naprimer, ne. Ja, mislim, glede ekrana, ne, čista ozak use case, imam samo laptop in hočem imeti več ekranov, ne. Meni osebno je velik ekran ful pomemben, da imam pa lahko 2 ekrana na enem velikem ekranu in da, ne vem, lahko nekaj shaream, pa nekaj drugega delam v neki drugi aplikaciji ali pa neke novce delam, karkoli. Se pravi, to je kar big, ampak če si ti doma, imaš ti itak pač nek tak screen, ne. Se pravi, večina ljudi, ki dela doma neke resne, mislim, neke intenzivne službe, ima sigurno en velik screen še zraven, ne. Glede tega VR-a je pa tako, da v bistvu, če izkušnja zahteva za določen čas oziroma je prednost, da je full immersive, recimo, jaz sem videl zadevo za pokazati, kako se bo neke inštalacije za neko zgradbo delale, neki vodovodi, elektrovodi, karkoli, ne. In sem videl to aplikacijo že 5 let nazaj za te Microsoft očala, da v bistvu vidiš lahko, kje bo ta plinovod oziroma vodovod šel. HoloLens, ne? Ja, HoloLens, tako. Se pravi, to je bilo tako še kar gimiki, pa ful težka očala, ampak da si immersive noter, čeprav nisi tam, to ima veliko use case-ov, ne? Od, ne vem, izbiranja pohištva, IKEA ima že, ne vem, razne 3D zadevce na spletni strani, ki si povlečeš kavč v svojo sobo, ne? In tako naprej. Se pravi, to je sigurno prednost, ne? Ampak ko pa ti delaš 7 ur, ne vem, če se bo folk privadil, da ne bo imel tega plain background immersive prostora, ko bo delal in bo pogledal čez okno in bo pogledal tja in bo imel pač svojo sobo, ampak bo imel zdaj s temi očali samo te skrine gor, ne? Se pravi, to je kar intenzivno za mind in za neke dolgoročne uporabe oziroma dolgoročne konsistentne uporabe, ne vem, 30 minut, 50 minut, 70 minut, mogoče to ne bojo prvi use case. Prvi use case bojo za 10 minut nekaj hočem pokazati in bom pokazal s pomočjo te tehnologije in bomo ful boljši impact, ne. Ker bo klient bolj razumel, o čem govorim, ker bo imel še cel 3D prostor in to vse, ne. Ja, veš, kam je zelo zanimiv? Recimo zdaj mi imamo ta klic virtualno, ne? En je v Berlinu, en je v Zürichu, mi dva smo v Ljubljani in v bistvu deluje dost ok, ne. Deluje ok za prenos informacij, ne. Se pravi, jaz komuniciram z besedami, vi mene slišite, vidite in lahko komuniciramo, ampak tukaj se počas konča, ne. Zdaj, ta tehnologija meni zanimiva, da bi lahko recimo nek strokovnjak, recimo kirurg, operiral nekoga nadaljavo, ne. A veš, ful enih stroškov obstaja, ne vem, tvoj otrok ima srčno napako, najboljši kirurg na svetu je v Izraelu in zdaj se zbere milijon
dolarjev, da se gre tja in da tega otroka na lokaciji operira. Ne. Zdaj, če bi bilo možno, ne, da bi zdravnik dol gor neka očala, otrok bi bil v Ljubljani in ta zdravnik bi upravljal zelo natančen robot, ki bi operiral recimo srce. Ne. Se pravi, a bi lahko mi, to tehnologijo šli nad to samo prenos informacij pa komunikacijo, ne, ker sigurno bi veliko dodane vrednosti prinesel. Vse ostalo je pa sigurno gimik, jaz se čist strinjam in vsaka tehnologija ima verjetno na začetku neko periodo, ko v bistvu ljudje probavajo, pa ne zadenejo v bistvu dodane vrednosti. V bistvu zadenejo neke early adopterje, tako kot sem jaz, kam je to fajn, ampak tako kot si Andrej rekel, nekaj časa to uporabljaš, pol pa pač pustiš. Tako jaz razmišljam, sigurno bo ta tehnologija, ki smo jo videli, najdla svoje mesto v našem svetu. Zdaj pa ne vem, na koliko dolgi, mislim, kdaj časovno to govorimo, da bo to good enough, pa dosti pocen, pa dosti safe, za moj primer, ki sem ga opredelil, da se ne bi kdo zgražal. Ampak tako razmišljam. Timing je everything, ne? In sigurno je smiselno tudi v to vlagati in to razvijati. Ne? Ampak če jaz pogledam recimo v 90-ih, a se vi spomnite, ko smo imeli neke tablete že v 90-ih stari, ko si imel nek kuli si imel, pa si lahko pisal, tako, zgledu ni toliko drugače od enega iPada, zgledu, ne, fizično. Ampak seveda pol ni bilo interneta dosti hitrega, ni bilo to, in kar naenkrat je pač ta iPad prišel in folk rekel, zakaj bi imel iPad, če imam že laptop pa telefon. In to je bil prav Economist artikel, prav se spomnim, kdo bo ta iPad za ceno praktično laptopa uporabljal, to je norost. In se je prijel, in je bilo 20 let vmes, ampak se je prijel, se pravi, isto pri teh stvareh, mogoče bo leta 2035 to začeti res šopati, ali pa rabimo še eno pandemijo, ne vem, kaj mislim. Se pravi, to ni lost cost, seveda pa te ljudje, ki zdaj vlagajo, mogoče so bolj trailblazeri za une, ki bojo prišli, pa mogoče zgubljajo cash zdaj, ne, ampak... Kaj pa vam, tako, ko ste vsi v profesionalnem okolju, če gremo malo na to iz tega zelo generalne debate v profesionalno debato, se pravi tole, ko smo že omenili Microsoft pa HoloLens pa njihove poizkuse, sigurno že par let razmišljajo o tem aspektu te tehnologije. Tole mi je bilo zelo zanimivo, ker so se v bistvu Meta, Facebook pa Microsoft naredila partnership. Se pravi, zdaj imaš ti aplikacije od Microsofta, predvsem Microsoft Teams, ne vem, koliko od vas pozna to aplikacijo, ki je nekako taka konkurenca Slacku, ampak lejte to ne. To me zanima en komentar. Mogoče Lukata za začetek, imaš v bistvu neko meeting room v metaversu, vsak tak človeček ima svoj avatar in skupaj gledajo neko prezentacijo. Luka, izvoli. To je katastrofa, pač. Jaz tega res ne razumem. Pač prvo, tu imaš avatarje, ne? Kao, zdaj mi imamo full immersive experience, tam vidim, da imaš na ekranu kot kamero, kao, da vidiš avatarje. Ne? Mislim, kak immersive experience je, če jaz ne vidim pravih obrazov. Ja, vidim tu, kako lahko ljudje mahajo z roki, ampak jaz ko ne vem, tebe gledam preko videa pa zvoka, dobim dosti več nekega feedbacka, kaj si ti v moji ideji misliš, kako odreagiraš, te moja novica preseneti, si vesel, ti grem na živce, z temi nekimi avatarji, to je toliko gimiki, da bi jaz to v nekem poslovnem svetu zdaj imel meeting v VR-ju, ki bi meni dodal neko vrednost, biznis vrednost, to je joke. To ne vem, kaj razmišljajo. Jaz vidim dve stvari, pač video, zelo dober video in zelo dober audio, pa dober internet, to je vedno neka osnova za dober online meeting. Drugače pa, če hočeš imeti res neko to pravo interakcijo, pa se sedeš na letalo, pa se dobiš v živo. Ne? Zdaj, da bom
tu v nekem VR svetu z nekimi 3D figuricami, ki so podobne, pa imajo neke dele moje mimike, jaz boljše komuniciral, imel boljše sestanke, vzpostavil neko zaupanje, ne vem, v biznis svetu je ogromno na nekem zaupanju in da bomo zdaj tu v neki igrci, spet, meni se zdi, VR je super za ne vem za igre, za take stvari, to se meni zdi čist grešeno, pač waste of time. Waste of time, waste of development time, waste of thinking time, waste of čas sploh se s tem ukvarjati. Da bi bil waste of my time, da bi jaz probal, ne vem, imeti management meeting v virtualnem svetu z nekimi avatarji pa figuricami. To se mi zdi waste of my time. Zdaj, če je to waste of development time, ne vem, mogoče bo kaj dobrega prišlo iz tega, mogoče bo kakšne super igre nastale iz tega. Jaz sem imel en leadership training v VR-ju, mislim, da smo se enkrat že pogovarjali. VR Dive se reče, to je en berlinski gaming company naredil in ti v bistvu upravljaš nuklearno podmornico, naprimer mi 4 upravljamo nuklearno podmornico in vsak ima neko svoje specifične naloge. Mi moramo potem tam res sodelovati, komunicirati in naprimer ta izkušnja bila ful taka immersive, to je bilo tudi, da jaz mi res wow, evo, tu VR nekaj dodane. Ti si v tisti podmornici, imaš neke naloge, imaš pred sabo neke konzole, prvič to vidiš, mi moramo skupaj kot ekipa komunicirati, neko nalogo izpeljati, mi je bilo super, ampak to je bila spet igra, ki je bila nek training, ne? Zdaj, da bi pa to v day-to-day biznisu upravljal, ne vem, jaz tega ne vidim. No. Ja, mislim, kar izvoli, Jaša. Samo malo naprej zavrteti. Jaz se strinjam, da te avatarji, se pravi neki animated liki sebe, mogoče to ni to, ampak jaz sem enega frenda, ko v Izraelu dela nek ta, zdaj ni več sploh startup, ampak še vedno nima produkta, no, v glavnem, ki slike tebe v bistvu tako spojijo, da nastane z ljudmi v callu nek meeting room. In to niso avatari, to so zares ljudje, ne? Se pravi, to, kar smo prej videli na zaslonu Klemen, pa Luka, pa pač Andrej, recimo si predstavljate, da to smo dejansko mi v tem meeting roomu. In pol, kaj en govori, lahko kamera hitro pokaže reaction enega drugega in se vsem še zdi, da si malo bolj v nekem meeting roomu. Se pravi, mi ne govorimo o avatari, mi govorimo o nas, ki sedimo za mizo. Ne? Mogoče to še ni možno, ampak ko je pa recimo nekaj tazga možnega, bi pa jaz definitivno to sprobil. Samo da vidim, kako je. A ne? In dosti težko rečeš, kako je, brez da sprobaš. No? Ja, sej to sem prej hotel kazati, ker je rekel Luka, smešno je to, ker so te figurce kartunaste, se pravi, kaj izrisanka avatarji. Ne? Tole, kar zdaj kažemo, sej to je čisti v bistvu lab. To je tehnologija, ki je zelo zgodaj, ampak prihaja iz Facebooka, ne? Iz Mete. To so pa v bistvu skeni, virtualni skeni tvojega obraza, ki se spremenijo v avatar, ki v bistvu ga lahko daš pol v VR. Ne? Se pravi, predstavljaj si, da bomo mi zdaj tale meeting, ki ga imamo, v tvoji sobi, v tvoji pisarni in jaz sedim zraven tebe, Luka. Ne? Ti mene vidiš v bistvu s temi očali. Takšnega, kakor sem, to, kar je Jaša opredelil. Ne? A veš, to za remote time, jaz v bistvu že 10 let delam primarno remote, ne? In vem, kakšni challenge obstajajo, ko imaš ti 30 ljudi na različnih straneh sveta in probaš nek proces organizirati ali pa nek produkt testaviti. Neprimerno boljše je biti na fizični lokaciji. Ne? In to, Luka, tudi ti veš, ker si zagovornik tega, da so ljudje v pisarnah. Ne, samo pravim, da se razumemo. Mi smo fully remote firma. Mi nismo skoraj nič v pisarnah. Mi se dobimo parkrat na leto, potem res izkoristimo ta osebni čas, ampak jaz sem full zagovornik remote dela. Ok, sorry, sem to malo pomešal, ampak pol boš razumel, v bistvu, kakšni izzivi vse obstajajo. Potem, ko se moraš z nekom posinkati, pa imaš na voljo samo video call, nimaš tega fizičnega stika.
Mi smo imeli recimo ta offsite v Splitu pred enim mesecem, kjer je celotna ameriška ekipa prišla tja in smo delali v bistvu en teden v živo. Ne? In lahko rečem, po moji oceni se je produktivnost za 21% izboljšala. Ker ti sediš v istem prostoru s produktno ekipo in rešuješ probleme. Neprimerno boljše. In zdaj, če bi ena taka tehnologija obstajala, ker lahko jaz komorkoli na svetu imam ta občutek, to je absolutna dodana vrednost, se mi zdi. Ampak to je zelo težko, ker ti si tudi ta občutek imel, ker ko si ti fizično skupaj z nekom komunikacija, dobenih težav z internetom, dobenih težav z zvokom ni, ne vem, po delu ste šli na pivo, ste mogoče še kaj debatirali. To je neka čisto drugačna dinamika. Jaz mislim, da to skopirati v nek virtualni svet je zelo, zelo težko. Pa, ko gledam danes te online meetinge, jaz sem ful vesel, če imamo online meeting, kjer vsem internet dela brez problema, pa da video ne šteka, pa da audio je dovolj dober. Ker je še vedno, to po ne vem kolikih letih, še vedno imaš težave, da ali ljudje nima dovolj dobrega interneta, ali zvok ni porihtan. Tako da se mi zdi, ne vem, koliko bi za mene to imelo dejansko neke dodane vrednosti. Vem, kaj je ideja, pač da se hočemo približati nekemu real lifeu, pa da imaš nek ta več nekega stika ali pa več nekih informacij, da zgleda boljše, ampak jaz mislim, da je to, ne vem, jaz naenkrat ne vidim tega. Klemen, absolutno, če dosežemo to, da jaz takole dam gor očala, ki so težka, tako kot sončna očala, in jaz tebe vidim klele na stolu, na kavču in se midva pogovarjava, absolutno, da je to ful dobro. Ampak, tako kot je Luka rekel, problem je zdaj, mi imamo res zdaj domišljijo, kaj vse bi lahko, ne, pa bil je Matrix film, kjer so dejansko kjer so vsi občutki in vsa zaznava realnosti je v bistvu neločljiva od resničnosti. Ne? Je tukaj nam pa zmanjka. Ne? Zmanjka nam, ni tehnologija še ni tam. Te ideje so mogoče res. Pa to ni debata. Debata ni, Sam da zelo jasno povem, da debata taka je vam jaz zdale, ni zdale je to good enough ali pa to je zdaj že tam. To, kar se mi zdi, da Luka pa Andrej tako dostkrat poudarjata. Ja, mi smo zdaj leta 91, sam tale point. Mi smo zdaj leta 91 in jaz govorim, koliko je hud e-mail tehnologija. In da bomo mi trimal, da boš gledal filme, ko boš kliknil play in boš gledal film na internetu. To jaz govorim. Vidva pa meni govorita, ne moreš po e-mailu niti slike poslati, to je ful bedno. Ja, razumem, 91 smo leta. Jaz govorim, kaj bomo mi lahko počeli leta 2020 iz te perspektive. Sam tako. Jaša, sorry. Ja, ne, hotel sem reči, da samo naredim summary. Mi ne govorimo o tem, da je to zdaj ful dober, ampak govorimo o tem, da ko se mi dobimo decembra fizično, bi bil Klemen ful zadovoljen, če bi bomo kupili mi ta Quest Pro. A bi bil zadovoljen? Hvala, Jaša, bravo, končno si. Jaša, glikar si dokazal, da imaš EQ visok. Če hočemo Klemenu kupiti eno darilo, in mislim, da si ga zasluži, je fun, Quest Pro je the best thing you can buy here. A je res, Klemen? Jaz take stvari rad probavam, zato ker se mi zdi, da je uporabno, da si malo v stiku s tem, kaj prihaja. Čeprav ste vi zelo cinični, pa mi je zelo fun, ampak cinizem ni enako zelo dober pogled na svet. Doskrat folk to mogoče malo meša. Jaz, ker sem ciničen, bom zdaj izpadel realen, realist. Jaz bom podaril te sanje teh ljudi. Klemen, jaz sem čist na tvoji strani. Jaz sem kupil
Jaz sem kupil Oculus Development Kit 2, ti ne veš, koliko sem se jaz mogel jebati, da sem jaz to vse naštimal, da sem lahko zagnal Toskana demo, kjer je bila toliko majhna resolucija, da sem unga metulja pol takole z roko hotel loviti. Zapravil 1000 evrov, da sem imel dovolj dober računalnik, grafične kartice, da sem se probal približati v sim racingu, kjer sva se z Luko potem dobila na dirkališču, ker v resnici se nisva nikoli dobila na track dayu, ampak v Assetto Corsa sva se pa večkrat dobila na dirkališču in je bilo amazing. Meni je bilo, to se spomnim, ker je bila prva korona, mi smo skoraj vsak nedeljo to igrali. Tako, to smo par 3-4 ure. Tako, smo bili s kolegi in to je bilo fantastično. In jaz absolutno manjka mi zdaj hidravlika, manjka mi še boljši feeling, še večja resolucija in vse bom jaz to podprl. Seveda z nakupi teh stvari. Tako da jaz absolutno verjamem, da razvoj gre v to smer. In čez nekaj časa bo vedno več našega življenja v tem. Sej, a veš, v bistvu, če ti tako pogledaš, sej spletne trgovine so metaverse. To pomeni, da ti ne rabiš fizično iti v nek nakupovalni center, ampak imaš lahko 10 spletnih trgovin naenkrat odprtih, primerjaš produkte, to je že metaverse, na nek način. Samo nisi pa še v bistvu nisi pa še noter v digitalnem svetu. In zdaj tukaj je samo vprašanje, a se nekaj splača zdaj bolj narediti podobno realnemu svetu, ali je nekaj v bistvu že dovolj dobro. A veš, zdaj, a je spletna trgovina dovolj dobra, ali rabim jaz si dati očala gor in hoditi po fizični trgovini? Se strinjam s tabo. Ja. To je dobro vprašanje, zato ker tudi takrat, ko sem prej dal to analogijo ali pa primer leta 91, mi nismo vedeli, ali pa ljudje, ki so govorili o internetu kot o neki prebojni tehnologiji, oni niso vedeli, kaj točno bo iz tega prišlo. Oni niso vedeli, oni niso mogli reči, imel boš eno aplikacijo, Uber, recimo, poklicu boš kar taksista, on bo vedel, kje si. Nisi mogel si tega zamisliti, zato ker bi rabil v žepu imeti GPS. Taksist bi mogel imeti GPS, ti bi mogel imeti GPS, ti bi mogel imeti 4G, on bi mogel imeti 4G, kreditno kartico bi mogel imeti noter shranjeno v telefonu. To je toliko enih stvari, ki se je folk zgražil. Zgražil se je za kreditne kartice na internetu. Primer e-commerce, ki ti zdaj govoriš. Jaz ne pravim, da bo to točno tako. Jaz pravim, da vidim ene zametke dodane vrednosti, ampak realnost bo čisto drugačna, verjetno, ker si jo mi ne znamo predstavljati. In ja, ne bo tako prenos fizičnega sveta, zdaj bom jaz hodil po trgovini in zbral izdelek dol iz police. Zakaj? To je useless. Nekaj drugega bo preplet UI-ja, interfejsa, e-commerce-a, boš videl in boš mogoče lahko zberal hlačke za svojo drago, da jih boš videl, kakšne so, da jih boš videl iz več strani. To pa je uporabno, da ti vidiš izdelek, ki je dizajnersko pomemben, iz večjih strani, od blizu, da daš gor na nek model. Zdaj bluzim, ampak nekako bo tako, ko si mi ne moramo zamisliti. Sej, mi že živimo. Mi smo zdaj generacija, zdaj to obdobje je neko obdobje, kjer imaš ti v resnici dve identiteti. Ti imaš neko realno identiteto, ki je opredeljena s tvojim imenom, emšom, davčno številko, in imaš online identiteto. Se pravi, vse, kar te velikani vejo o tebi, vsi podatki tvoji, metrični, biometrični, se pravi, cel tvoj profil obstaja v nekem
digitalnem svetu. En del ga kreiraš ti sam, a ne, se pravi, ne vem, objavljaš na Instagram, objavljaš bloge, ti objavljaš podcaste, ne. To si zdaj ti, neka persona, Klemen, podcaster, ne. En del pa gradi, v bistvu en del se pa gradi z data miningom, nekaj, kar ti sploh ne veš o sebi, ne, da ne vem, vsak četrtek mogoče greš na Amazon in nekaj tam nekaj browsaš, ne. Se pravi, se nek algoritem se lahko o tebi uči. In mi to zdaj že imamo. Zdaj pa samo vprašanje, ne, kdaj bo nastopil moment, ko bo tvoja digitalna identiteta postala bolj pomembna od tvoje realne identitete. Ne. Kdaj boš v bistvu ti rekel, meni ta real life ni pomembno, oziroma moram še jesti. Tako v digitalnem, jaz moram v bistvu zdaj svoj digitalni life buildati. Ne. In sigurno gremo v to. Jaz sem prepričan, da ful veliko mladih, ki je danes mladih, ki so stari mogoče 10-11 let, oni bojo mogli grindati v metaversu. Ne bojo grindali v real life, oni bojo grindali v metaversu. In prej sem se malo hecel, kje so na hierarhiji. Ne? Tako, in prej sem se jaz malo hecel, ker sem rekel, da bo tvoj vnuk, ko smo na chatu se pogovarjali, da bo s punco se vselil v metaverse stanovanje. Eni bojo imeli boljša stanovanja in več denarja bojo dali za opremo svojega digitalnega stanovanja, kakor bojo dali za opremo svojega realnega stanovanja. Ker bo enostavno, bojo imeli verjetno tam večjo, njihova persona bo bolj, ne vem, slavna, pomembna in ljudje bojo hoteli vstopiti v metaverse stanovanje nekoga, ne? In se mogoče tam z njim družiti in ta experience bo skoraj tako, kot da se v resnici z njim druži. Ja, Luka, izvoli, vem, da imaš veliko za povedati. Jaz. Dej nas na realna tla, prosim, Luka. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo. To je prva stvar, ker da smo ljudje zelo fizična bitja in da ni point tega, da se priklopimo v nek računalnik in potem dobesedno živimo nek matrix. Tako da se mi zdi point tega, da bi prišli do te točke čist grešen. Ne rečem, da je to nemogoče, ampak nisem pa čist prepričan, da bo tak. Če gledaš do neke mere, že danes je ta, ne vem, če to virtualna ali pa online podoba ful pomembna, ne vem, vidiš, kaj ljudje delajo na Instagramu, koliko plačujejo za, ne vem, da se potem slikajo, pa da se pokažejo na nekih lepih destinacijah, pa da izgledajo cool. NFT imaš zdaj, ne? Kot profilne fotke na Twitterju, ne vem, koliko to spremljate, ker jaz pa Andrej sva kar precej noter v tej industriji. Ampak to je čisti ownership na metaversu. Se pravi, jaz dokažem, da sem owner neke slikce in si dam za profilno fotko in jaz dobim instant reputation. Jaz, če imam kriptopanka verificiranega za profilno fotko, to pomeni, da sem jaz vreden vsaj $150,000. Lahko imam nič followerjev, jaz imam instant reputation na Twitterju. V tem communityju. Tako da to, kar je Andrej rekel glede NFT pohištva, pa NFT arta, pa kipov, pa vse to, kar boš imel v virtualnem stanovanju, sigurno s to tehnologijo je zdaj omogočen pač lastninici bite, ker doprej ni bilo mogoče, ker si v bistvu lahko bite zastonj dupliciral. Nek meč v World of Warcraft je lahko Blizzard zastonj, copy-paste kode. Z NFT tehnologijo je pa dejansko unikatnost ali pa redkost teh bitov omogočena. Ampak to je zelo zanimivo. Ampak ti NFT, sploh ti kriptopanki in podobno, so v bistvu kot neki virtualni nakit, da se ti pokažeš, da si nekaj več od ostalih. Tako v fizičnem svetu, ne vem, moški si kupi, ne vem, ful drago uro, nekega Rolexa ali pa ne vem kaj, vsem bo tako jasno, če si ti to uro lahko privoščiš, verjetno imaš nek finančni status, si uspešen,
To je, ali pa ne vem, punce, ne vem, draga oblačila, torbice, nakit. To je zelo podobno online zdaj za temi kriptopanki. V tem communityju ti pokažeš, ok, wow, jaz si lahko to privoščim in jaz sem zdaj zaradi tega avtomatsko dobim nek credibility, jaz sem cool, ker pač to imam. Tako da za mene je to nek digitalni nakit, s katerim ti pokažeš, da si višje v tej hierarhiji oziroma da si več dosegel in si to lahko privoščiš. Pa tudi ena stvar je tukaj, ne, da na internetu se tudi formirajo razni, a veš, včasih smo imeli te Freemason communities, ne, ker si imel nek žig nekje, da si rekel, you're one of us, ne. In zdaj, če ti imaš ta CryptoPunk, ti pokažeš tem ljudem, ki so v tem communityju, pa tudi ostalim, I'm on that side, ne. A veš, jaz to supportam, ne. Se pravi, si legitimate pač supporter, zato, ker si to naredil za to. To je bolj po moje zdaj. Jaz zaznamam bolj ta aspekt, ki si ga zdaj opredelil, Jaša, v tem communityju. Da bolj pokažeš neko pripadnost. Tako. Ja, ti si on the edge, ti si cool, itak ta star svet ne razume. To se je vedno v zgodovini dogajalo. In s tem ti, ki skočiš na nek trend ali pa tako, kar rekel Jaša, imaš pač tega kriptopanka, s tem ti ful stvari signaliziraš. Ne samo to, da imaš $150,000. Ti signaliziraš, a veš, ti si nek ta degen, ti si v bistvu v nekem communityju, ki je on the edge, ki si malo bolj tako, kako bi rekel, hipa. In zdaj to trenutno jaz bolj zaznavam, kot ta flex ala Rolex, ki si rekel. Je pa tukaj tudi zelo zanimivo, zato ker ti imaš lahko fake Rolex, fake CryptoPunka ti ne moreš imeti. Se pravi, kaj imaš že bolj tako neko resnico, ki je bolj privrljiva, kot v fizičnem svetu. Zdaj danes vidimo, da imaš ful ljudi na Instagramu, ki ima Rolex, pa je fake Rolex, ima avto, ki je sposojen avto in v bistvu nek lifestyle živi, ki ni resničen. In jaz mislim, da imamo veliko problemov zaradi tega, poleg tega, da je fiat sistem, denar, ki je neresničen, da živimo v societyju, ki je veliko stvari neresničnih in zaradi tega veliko paina pokasiramo, psihološko, monetarno, ekonomsko, produktivno in tako naprej. In zato jaz pravim, da ta NFT ali pa blockchain ali pa Web3 nam nazaj daje resnico, saj v nekem aspektu. In to se mi zdi, da je dober. Poleg tega, da je full minusov, itak. Luka, jaz se verjetno strinjam 99% stvari, ampak vsem se mi zdijo te plusi vredni, za pursuati naprej te stvari. Andrej, si še tiho tukaj? Ne. Kaj drugače sem hotel še z vami govoriti o še eni tematiki. Zelo zanimivi, če se malo vrnemo na tega Elona. Naš zelo ljuba tematika, ne? Naš prijatelj. Naš prijatelj Elon, ja. V bistvu to nam je bilo zanimivo, da tisto, kar smo govorili o Twitterju in temu, ka ta nekak deal ne bi šel čez, zdaj so spet prišle nazaj govorice, da ne bi vendarle mogoče šel čez ta deal, ne. Vse to je zelo zanimivo v tem biznis svetu, ali pa bolj v Twitter svetu, koliko je enih informacij vsak dan, ki skačeš iz ene strani na drugo stran in je vse to zelo zanimivo, ker nek tak reality show, business reality show. Ampak ja, tole mi je bilo zanimivo, da bi glede odpuščanja, Elon Musk je izjavil, da če bi prišel do nekega deleža, s katerim bi lahko upravljal Twitter ali pa delal neke odločitve, da bi za 75% znižal stroške delovne sile, se pravi, to bi pomenilo, da bi odpustil 75% Twitterjevih 7500 trenutnih delavcev. Mogoče lahko to malo
pokomentiramo, pa mogoče lahko začne Jaša z svojim viewjem, pa koliko si kaj spremljal to novico. Jaz sem to novico spremljal v smislu, da pač vem, kaj se je povedal, ampak tudi tako čist se mi zdi zanimiva novica, tudi abstraktno pogledati, kaj se zgodi, ko en prevzame firmo. In mogoče bo Luka to tudi malo bolj lahko povedal iz prakse, čisto res. Ampak vse te firme praktično imajo en ta rank employeeov. Recimo to bom rekel od 1 do 5. In če si 2 ali pa 1, se pravi pod nekim povprečjem, si na nek performance improvement plan postavljen, prav uradno se temu reče, recimo mislim, da ima Google prav nek performance improvement plan, in če ne performaš dobro po tem planu, 3 mesece, pač si out. Se pravi, ta zadeva, da se ljudi v firmi rangira vsako leto, vsake pol leta in se pač da stran ki ne performajo, to je dokaj common. In zdaj, kaj pa tukaj pri teh 7,500 ljudeh se naredi? Twitter ima približno 1,2 milijarde quarterly revenue ali pa 1,5 imel v nekih quarterih, se pa rečemo recimo, da ima 5 milijard revenue na leto. Okay. Koliko mislite, da so te employees stroški? Te employees so, koliko mislite, da pač so? Od teh 5 milijard revenue, kakšen del so stroški za plače? Od vseh ljudi. Od CEO-ja do janitorja, do vseh. Jaz bi rekel 25% ali pa 20%. Jaz bi rekel, da je tam okoli 800 letno, okoli 800 milijonov do milijardo. Andrej? Pa so isto rekla. Ne vem, jaz bi rekel 5%. Več ali manj? Več ali manj kot milijardo? 5, manj kot milijardo. Več kot milijardo, 1,5 milijarde. Okay. Se pravi, to pomeni, da je poprečna plača približno, 200 jurjev. Če je 7 na leto. Ja. No, in seveda je to eden izmed ključnih leverjev, ki jih ti pogledaš, ko rečeš, kako bi mi lahko mogoče profitabilnost, pa tudi produktivnost vseh izboljšali. Ker če ti verjameš, da v vsakem sistemu, v vsaki firmi je recimo en Pareto princip, 20% ljudi naredi 80% stvari. Recimo, če ti to verjameš in greš s tem principom pogledati stvari, boš hitro videl, da brez problema lahko tretjino ljudi odpustiš. Brez problema, v vsaki firmi. Samo moš vedeti, kje je, kar je pa zajeben. Se pravi, to, ko on pravi, da bo odpustil 75% ljudi, je mogoče malo velik, pa tudi ne bo jih naenkrat odpustil. Ampak da bo on kot nov lastnik pogledal v firmi, ki underperforma že ne vem koliko let in rekel, v 6 mesecih bom poiskal ljudi, ki so bottom third, ki nič koristnega ne delajo in jih bom dal stran, to je edina normalna stvar, ki jo lahko kjerkoli preudaren lastnik naredi, po mojem mnenju. To je moje mnenje tukaj. Ja, mogoče prej dam besedo Lukatu, ki ima v bistvu največ izkušenj s tem. Bi sam povedal Carl Icahn, poznate tega legendarnega investorja. Carl Icahn, če bo Mojca polinkala spodaj na Wiki. Enkrat sem ga poslušal na eni okrogli mizi in je razlagal točno o tem. Prevzel je eno firmo, prišel je v pisarne, to je bila neka railway company, se pravi neka, kako se reče? Železniška firma, ne vem točno, kaj so delali, pozabil sem detajle. Prišel je to stavbo, kjer je bilo na vsakem nadstropju recimo 100 ljudi in je šel v neko tretje nadstropje in je spraševal vsakega, kaj ti delaš. In ni dobil zadovoljive odgovore, na način je tako rekel, niso glih znali točno povedati, zakaj so oni tam, vsak ta zaposleni. In ta firma je imela neke finančne težave in treba je bilo restrukturirati. In on se je odločil, tako je saj razlagal, je rekel, jaz bom teh 100 ljudi odpustil. Pa ponovadi se zgodi tako, da ko ti odpustiš nekoga,
se začnejo klici, težave, te stvari, ki jih je on imel kot odgovornost, se začnejo podirati. Ti moraš pa reševati te težave. Ne? Kličejo klienti, kje je zdaj to ne deluje, ta proces ne deluje. Ne? On je pa rekel, odpustili smo 100 ljudi, to je bilo skoraj pol firme, in se ni zgodilo nič. Tako je saj rekel, ne? Pač vse je normalno naprej delovalo. Ne? In je rekel, koliko je verjetno enih neučinkovitosti v teh starih firmah, kjer se procesi zabijajo, ljudje se skrijejo, ne veš točno, kaj kdo dela. Ne? In to je sigurno pač res. Želel sem samo to smešno zgodbo pač povedati. Da pa lahko Luka pove, mogoče iz prakse realne stvari. Ne? Ja, jaz mislim, da lahko ti vsako tehnološko podjetje vodiš z 50 zaposlenimi. Več kot to ne rabiš. To imamo v bistvu bolj nek tak joke s prijatelji, sigurno, ko si na takem nivoju kot Twitter, to več ne gre, ampak ti lahko tudi, ne vem, ko se Instagram prodal, pa ogromno teh podjetij ustvari lahko res tisto vrednost, bistvo podjetja za relativno malo ekipo, ne. In ko imaš ti 7500 zaposlenih, da so oni zdaj vsi produktivni, pa da je potem to podjetje nekako agilno, hitro, je zelo, zelo težko, ne. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da razumeš, kaj je pri tvojem biznisu tisti glavni revenue driver, kaj je prihodnost podjetja. In potem, ko razumeš, kaj je ta tvoj glavni fokus, lahko zelo hitro precej zmanjšaš ekipo, ne? Ker dosti krat v teh velikih podjetjih se potem, ko imaš, ne vem, 7500 zaposlenih, začne delati na nekem stranskem projektu 1, pa stranskem projektu 10, pa stranskem projektu 25 in ogromno krat ni neke ful vrednosti iz tega. Tako da to je prva stvar. Druga stvar je tudi, on ima verjetno neko svojo vizijo, kako bi to vodil. Sigurno hoče, da je firma čim bolj profitabilna, da je finančna investicija, se splača. In v tem primeru se mi zdi ta njegov pristop v bistvu čist nekaj normalnega. No? Če imamo mi 1,5 milijarde stroškov na delovni sili, ne verjamem, da je res mogoče 75% ogromno, mogoče bi bilo 50% nekak prvi korak, ampak se mi ne zdi nič nenavadnega. No? Tudi pri podjetjih, ki sem jih jaz prestrukturiral, vedno prvo pravim razumeti, kaj je za nek business driver, kaj je res pomembno. In če se fokusiraš samo na to, v bistvu vidiš, da ti en kup ljudi, ki si jih prej rabil, v bistvu ne rabiš. Ne? Je pa zelo pomembno tisti ljudi, ki jih imaš, da so pa to ljudje, ki so sposobni, jaz jim pravim, da so to builderi, ki znajo res ustvarjati neko vrednost, ne? Da nimaš ti nekih samo menedžerjev pa nekih vodij, ampak ti rabiš tudi dejansko ljudje, ki znajo nekaj spremeniti, ki razumejo, zakaj se gre. In če razmišljaš, 2000 ljudi je še vedno ogromna ekipa in ti lahko to z, ne vem, nekimi boljšimi procesi sigurno tudi zelo učinkovito vodiš naprej. Ne? Avtomatsko, ko ti zmanjšaš ekipo, se ti tudi, ne vem, ti pridobiš na hitrosti, na nek srednji rok pridobiš na hitrosti. Prvo sigurno je malo zmede, kdo bo zdaj to prevzel. Ti tudi, ko si navajen, da ima podjetje 7000 zaposlenih, so neki drugačni procesi, kot potem, ko jih imaš, ne vem, 2000. Ne? In to je sigurno nek transition period, s katerega moraš iti, da se vse ponovno nastavi, potem pa imaš ti manjšo ekipo, in je komunikacija lažja, tako da lahko, da bo tudi podjetje s tem v bistvu postane bolj uspešno, hitrejše. Mogoče bo v neki fazi potem spet videli, ok, vseeno 2000 ljudi je mogoče malo premalo, mi rabimo 3000, potem spet lahko dodatno zaposliš, ampak ti ful vidiš potem, ko narediš neko tako spremembo, točno to, ali nam zdaj povsod vse poka, kaj moramo rešiti. Ne vem, prej smo imeli mogoče 1000 ljudi zaposlenih v neki moderaciji, mogoče lahko to rešimo z nekim machine learningom, AI-em in malo rethinkaš, kak celoten biznis gre naprej. No. Meni se vedno zdi, da ko si nekaj takega predstavljaš, se nam to zdi pač nemogoče. Ne vem, da bo 25% firme zdaj vodilo to, kar je delala prej, ne vem, 7500 zaposlenih, ampak dosti krat potem vidiš, da ko prideš do tistega res bistva, kaj je res pomembno za biznis, ne vem, tvoj produkt, kaj je tista vrednost, ki jo dodajaš,
da je to vse možno za dosti manjšo ekipo ravno tako uspešno voditi naprej. Ja, pa mogoče ful dobri tejki. Mogoče je tudi to, da ker si ti primoran z manj resursi, ti si z manj resursi primoran se fokusirati na točno te stvari, ki dajo dodano vrednost. Ja. Ti, če imaš preveč resursov, ker si rekel, delamo neke side projekte, ki niso tako pomembni za biznis. In to te v bistvu prisil v laser focus, ki je mogoče lahko na dolgi rok celo full velik benefit za firmo, ki ga drugače ne bi bilo. Ja. In jaz se absolutno strinjam, zdaj, ko mi rastemo, recimo naš startup, vidim, kako se kompleksnost z vsakim dodatnim zaposlenim izjemno veča. Vsak zaposleni, ki pride, ki ni nek nov kader, je že nek uveljavljen profesionalc, tudi s sabo prinese svoj nek mindset, pa svoje procese, ki mogoče niso najbolj potrebni vedno, ampak zato, da uveljavlja svojo pozicijo, začne v bistvu komplicirati. Jaz to dostkrat vidim. Prije nek marketinški, guru v firmo in začne komplicirati stvari, zato da uveljavlja svoj knowledge ali pa svoj domain ali pa koliko je to pomembno. V bistvu pa zares ni toliko pomembno, mogoče v prvih fazah. Jaz sem čisto dal primer marketinga, lahko je karkoli drugega. Ampak ja, z vsakim dodatnim zaposlenim se ti ne zveča za 1, ampak se ti zveča za 3, recimo, kompleksnost. Ja. Jaša? Ne, kar naj Andrej da svoj tek. Ne, sem mislil, da si hotel nekaj si hotel. Nekaj reči, ampak se mi zdi, da je good, da gremo. Ja. Andrej, mogoče vprašanje za tebe, ki si fan Elona Muska. Nisem jaz fan Elona Muska. To je kar neka, stari, to je kar neka, to zdaj že moja punca misli, da sem jaz fan Elona Muska. Ker to nekdo stari skozi govori, jaz absolutno nisem fan Elona Muska. Okay, to bomo zrezali ven, ker si govoril, da nisi. Poslušalci, ker... A veš, kaj je rekel, absolutno nisem fan, to bomo sam vendali. In bom rekel tako, ti, ki si fan Elona Muska, in pa bo Andrej odgovoril na vprašanje. Ja, hotel se te vprašati, kaj misliš, da je motivacija Elona Muska za nakup Twitterja? A veš, kaj Luka je malo menil, sigurno mu je motivacija profita, Kaj je tvoj view tukaj? Tako čisto po feelingu, po intuiciji. Ja, biti v lasti neke komunikacijske platforme, Če hočeš imeti vpliv, moraš imeti propagandni stroj, Tako da on je največji, ima največ sledilcev na Twitterju. Mislim, da ima največ, A od vseh? Ja. Aha, to pa ne vem, to pa prsiš. Ja. To pa ja. In mislim, da je to omrežje, na katerem je on najbolj popularen. Tako, pač na Instagramu ni, ostala omrežja so nekako drugačna. Twitter je pa nekako njegova domena. Ko on tweetne, vpliva to na cene delnic Bitcoina in tako naprej. In to je neka strateška poteza. Se pravi, jaz v bistvu kupam neko omrežje za komunikacijo in s tem lahko vplivam na sporočila, ki se v neko javnost plasirajo. Še toliko boljš, kot samo, če sem samo uporabnik. Donalda Trumpa so odstranili iz Twitterja zaradi nekih kontroverznih izjav. Če bo Elon Musk lastnik Twitterja, pa bo nadaljeval z nekimi svojimi tweeti, verjamem, da se to ne bo zgodilo. No ja, kjer je tukaj, se pravi 8, 9. Da je številka, ja, tam nekje. Tudi, ko vidiš, kdo ima največ followerjev, vidiš, da to so vsi neki muzični, football playeri, karkoli. Edini, ki niso, so Barack Obama, Elon Musk, Narendra Modi, Prime Minister of India, pa Bill Gates. Tako da on ima advantage napram drugim biznismenom zaradi svojega riča. Absolutno. Incredible. To je neki, to je neverjetno. On ima 10 do 20 več riča, kukar
vsi njegovi kompetitorji combined. Te biznismeni, ne? Tako da to je huge advantage za njega, ne? Ja, sigurno je on en tak superstar, biznis superstar, ne? In mogoče bomo vedno več videli takih ljudi, ki bojo šli tudi po njegovih stopinjah, ne? Ampak se mi zdi, da je res ta biznis, tako tudi razmišljanje o biznisu, spremljanje biznisa, da je mogoče bolj gre v mainstream. Nočem reči, da je v mainstreamu, ampak bolj gre v mainstreamu, kot je bilo to včasih, 50 let nazaj. Ne? In sigurno je tudi Elon ful pripomogel k temu. In jaz to vedno rečem, da je pozitivna stran Elon Muska je, da je nek role model ali pa nek zgled za ljudi, za mlade ljudi, ki bi si želeli iti v biznis. Se pravi, včasih si hotel biti football player ali pa filmski igralec ali pa neka slavna oseba. In to so sanje bile dost mladih ljudi. In zdaj vidiš, da če hočeš biti biznismen, si lahko superstar. V bistvu na nek način. Vse on je povabljen na rdeče preproge, paparaci za njem hodijo. Tako da to je neka, se mi zdi, taka mogoče malo bolj unikatna stvar, kot je bila v preteklosti. In to, da ima on v lasti neko veliko družbeno omrežje, se mi zdi, da tudi njegov personality je taka, da mu god pozornost. In jaz mislim, da predvsem motivacija izhaja iz tega. Se pravi, da ima on spet na voljo nek kanal, ki je lastnik, zelo močen kanal je sploh za njega, PR kanal in pod pretvezo tega, da se bori proti cenzuri. On je vedno to poudaril. Jaz Twitter hočem kupiti, zato ker vidim, kako gre svet vedno bolj v cenzuriranje stvari. In ne vem, a ste gledali Kanye Westa zadnje 2 tedna na vseh možnih podcastih? Ja, Luka, mogoče malo več veš o tem, ker jaz ne vem točno, kaj on promovira zdaj, ker kar naenkrat se je v bistvu začel ful pojavljati na intervjujih pa podcastih in ima neke kontroverzne izjave glede Židov, glede tistega incidenta, ki je policaj ubil tistega Floyda na ulici pred parimi leti. Ja, mislim, mogoče kaj veš o zadnje? Jaz za celotne njegove zgodbe ne poznam tako dobro, vem, da ima on pač mentalne težave že kar nekaj časa. Zdaj, kar ni zdaj, da bi me ful zanimalo, pa da bi spremljal vse novice, videl pa sem, da so ga potem v bistvu vrgli skoraj vseh teh socialnih omrežij, ravno zaradi tega negativnega govora, ki ga je širil, in potem je kupil neko socialno mrežo, sploh ne vem, kako se mu že reče. Parler, ja, ne vem, nisem nikoli slišal za to. Da bo zdaj imel on vseeno nek kanal, ker bo lahko on tem svojim sledilcem širil svoja sporočila in mnenje. Ja. Jaz mislim, da pri Elonu je to vseeno drugače. Sigurno mu paše ta osebna slava pa vpliv, ampak jaz tudi mislim, da sta 2 velika faktorja pri tem, da on vidi, da je Twitter dober tudi business opportunity ali v smislu profita, ali pa v smislu tega, koliko nekega influenca bo imel v prihodnje na politiko, na sledilce, kar mu bo spet in return prineslo nek profit, nek business value. Tako da jaz mislim, da je to njegova motivacija. No. Kaj pa cenzura tako nasplošno, ker zdaj smo omenjali Kanye Westa, pa so ga hoteli zaradi nekih izjav iz večjih družbenih omrežij vršt. Midva z Andrejem so se že od Andrew Tate pogovarjala. Ne vem, koliko, Luka, ti pa Jaša spremljata Andrew Tate, koliko ste spremljala to sago? A sploh veste, kdo je to? Jaz vem, ker sem poslušal vajen podcast, tako da sem se skozi vajen podcast izobrazil o tem, drugače nisem toliko spremljal tega. Aha. Ja, pač Andrew Tate, jaz sem zvedel, kdo je to. Ampak kaj, mislim, na koncev
tudi ta tema, da bomo enega scancel, pa to se bo tudi nekako, kako bi rekel, zbalansiral, pa ne bo to več glavna tema, pa tako naprej. Zdaj je tako, še enega so scancel, ok, like, briga me, ne, a veš kaj mislim, ampak vse, kar je tukaj v zadnji, ne, in mislim, ne vem, kakšno je vaše mnenje, ampak vse, kar je tukaj v zadnji, kako folk, oziroma kako vsak posameznik, jaz, ti, vsi tukaj, mi, kako razumemo, kaj se dogaja na svetu, pa kaj je driver, pa kaj je moč. Dajmo prosim, mislim, jaz osebno ne verjamem, da je en full zagovornik nekega, ne vem, sustainability, ki je full dobro za planet. Mogoče so eni taki, ampak velika večina stvari je vedno, kaj so moji interesi, kaj so njegovi interesi in kaj je tukaj neka igra, da bom tukaj zmagal. In konstantno se te boji bijajo, konstantno strateški boj. Rusija, Amerika, desna, leva stran in tako naprej. Ne. Se pravi, tukaj v smislu tega, ne vem, jaz sem zavzel neko pozicijo, ki je bolj realistična in to je vse nek boj za neko moč, za nek nadzor. Ne. In enim ne ustreza, da taki messagi, kot ima Andrew Tate, prihajajo na plano, drugim pa ne ustreza, da taki messagi, kot jih ima Kamala Harris, prihajajo na plano. Ne? In pol se tukaj te silnice v bistvu delajo svoje move. In kaj pa tukaj dober, kaj ni dober, ne vem pač. Z nekaterimi teki, ki ima Andrew Tate, se strinjam, z nekaterimi se ne strinjam, who knows, a veš kaj mislim. Ne? To je vse moderni boj za prevlado, ki se dogaja na socialnih omrežjih. Ne? Andrej? Strinjam se, Jašo, čist. Ne, res, sej o Andrew Tateu sva se itlak midva pogovarjala. Mogoče ta misel mi je vmes prišla, se pravi, da kaj je rekel, kdo je res za sustainability. Tisti, ki imajo zelo mehen vpliv na to, so res za sustainability. Se pravi, en, ki tam protestira s pamfletom, sustainability, pa moramo jedrske elektrarne ugasniti, on ima najmanjši vpliv na karkoli. Se pravi, to je človek, ki ima dostop do nekih informacij, si izoblikuje mnenje in reče, jaz grem pa protestirati. Ne. Tak ima v resnici najmanj skin in the game. Niti ne dela v energetiki, a veš, recimo, ne, če govorimo o teh zelenih problemih. Ja, če pa ti imaš skin in the game, se pravi, da imaš nek vpliv pri takih vprašanjih, imaš pa nek interes, tako kot je Jaša rekel, ne? In zasleduješ pač tisti svoj interes. Tako da samo to sem hotel dodati. Ja, mogoče, če sam razložim ta izraz skin in the game, to je v bistvu ena ful znana knjiga Nasima Taleba. V bistvu govori o tem, da tisti, ki ne bi imeli odločevalsko moč, bi mogli imeti skin in the game. Se pravi, to pomeni, da bojo nosili posledice svojih odločitev. Se pravi, ne sme se odločiti tisti, ki ne bo čutil posledic teh odločitev, zato ker se bo verjetno v nekih velikem vzorcu odločil slabš, kot tisti, ki bo čutil posledice. Ja, mogoče tukaj point glih, za moje pojme je to point glih obratno. Vsi te ljudje, ki vplivajo na stvari, imajo avtomatsko že skin in the game, ker se jim bo svet spremenil. Če bomo zdaj pušali sončne elektrarne in jaz imam neko sončno firmo, imam jaz ogromen skin in the game, da mi to pušam. Absolutno. Ja. Edino tisti, ki to so pa interesi bolj. Ja. To ti govorim. Edino tisti, ki nimajo skin in the game, lahko res objektivno odločajo o stvarih. Ne? To je point. Ne? Se pravi, taka protestira, ki v bistvu nima nobenega, v bistvu, ki se bomo live... Ja, se tu jače ne strinjam, ne? Zaradi tega, ker ponavadi, kdo se odloča o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnje, to so politiki. Ne? Politiki imajo nula skin in the game, kar pomeni, da on se lahko odloči, ne vem,
ne vem, lahko se odločijo, mi bomo zaprli vse jedrske elektrarne v Nemčiji. Minimalna plača 1500 evrov. Ja, mi bomo se odločili, ne vem, zapremo vse jedrske elektrarne v Nemčiji, super, zdaj smo nekaj dosegli, zdaj imamo težave z Rusijo, zakaj smo zaprli vse elektrarne, celo prebivalstvo nemško bo imelo posledice tega, ki se je takrat odločil, verjetno nima dobenih večjih finančnih posledic. Ne. Tudi pri našem, naprimer v našem holdingu, mi imamo pod holdingom, ne vem, 30-35 podjetij, imamo zdaj pravilo, da vsi CEO-ji, torej vsi glavni direktorji, morajo investirati svoj denar v podjetje, s tem dobijo delež podjetja, ampak to je requirement, če hočeš biti CEO, ravno zaradi tega, da je tvoj interes kot direktor pa interes tvojih shareholderjev v bistvu usklajen. Se Jaša ima prav, sam je malo zamešal izraze. Jaša, ti govoriš o interesih. Na katerem nivoju se pogovarjamo? Seveda, če v firmi govorimo in rečemo, direktori firme morajo investirati v firmo, to je seveda dobro za dobrobit firme. Firma je pa na trgu z ostalimi firmami v tekmi. Če pa mi gremo na probleme, ki ni dobrobit firme ali pa to, ampak je dobrobit planeta, se mi ne zdi smiselno, da ljudje v tem odločajo, ki imajo kakršenkoli skin in the game. Oni bojo za svoje interese. Jaz imam skin v sončni elektrarni, jaz imam skin, da ne bo jedrske energije. Razumeš? Se pravi, ko govorimo o globalnih problemih, je skin in the game driver za parcialnost tvojega viewja. Ko pa govorimo o nekih lokalnih zadevah, je pa seveda, imejmo skin in the game, da bom pokazal, da v svojem kampu oziroma v svoji firmi mi je res pomemben, da firma rata. To se pa absolutno strinjam. In politiki imajo ogromen skin in the game. Politiki imajo investicije levo, investicije desno. Se pravi, politiki imajo definitivno skin in the game. Nimajo pa accountability, kar je pa spet druga stvar. Nič se jim ne bo zgodil, ne bojo šli v zapor. Če bo karkoli narobe rekel. Nasim v bistvu skin in the game, skin opredeli tako, da imaš ti v bistvu posledico svojih odločitev. In ti, ki si zdaj rekel, politik nima posledic svojih slabih odločitev, ne nosi odgovornosti, to pomeni, da nima skin in the game, in se bo on slabše odločil, kot nekdo. Se pa posledice so skin in the game, dobro. Ja. Mislim, skin in the game je skin, svojo kožo si žrtvoval, se pravi, vsi noter v areni, nisi sam gledalc. Mogoče se vrnimo na prvo vprašanje, ker ga še nismo odgovorili. Pogovarjali smo se o cenzuri, a se s cenzuro strinjamo ali ne. Mislim, smo tako prišli potem do te trenutne debate. Pa se vam zdi ta cenzura, ne vem, kot naprimer pri Kanje, pa pri ostalih, se vam to zdi v redu ali se vam to ne zdi v redu? Od koga? Andrej, Klemen, povej ti, Klemen. Jaz itak imam zelo tak view, da ne bi bilo cenzure, tako da se ne strinjam s cenzuro nikakršno, nikoli. In to je v bistvu to. Kar se tiče pa Kanjeta, pa mentalnih bolezni. Malo pustimo Kanjeta, on v bistvu ni tako pomemben. Če se ne strinjaš s cenzuro, zdaj, ne vem, ljudje kot Elon Musk imajo ogromno nekih sledilcev, v bistvu. In tudi, ko smo mi komentirali Elona pa Teslo, smo kar videli, da to niso samo sledilci, to so skoraj verniki. Ti ljudje res verjamejo v vsako potezo, sledijo do konca. To je, In zdaj, če nekdo kot Elon, naprimer, začne širiti ne vem, da neke nasvete. Cepiva, da bojo bila. Ali pa ne vem, tako da ta drugi, ne vem, kako me že imeno, proti ženskam. Ima to potem vpliv na en velik del populacije in lahko ljudje, ki so ti sledilci, oziroma kar kličemo jih verniki, potem začnejo spreminjati neko svoje obnašanje, sledijo temu, kar je on rekel, kar lahko ima za družbo zelo slabe posledice. Ja, zelo slabe posledice ima za družbo, pika. Ja. Zdaj si opredelil en side, se pravi negativni side tega, da ni cenzure. Če hočeš, da se celostno pogovorimo, moramo še tudi so upside, strinjam.
ali pa minus tega, da cenzuriramo. Ja. Ker se meni zdi izjemno velik in zgodovino, če pogledaš, ne vem, živeli smo v nekem predvsem krščansko dominated evropskem prostoru, kjer so bile ene ideje ok, ene ideje pa ne. Prišlo je do tehnologije printing pressa, se pravi tiskarskega stroja, in prepovedali so se določene sporočila, določene knjige, zapirali so se ljudje, cenzurirali se je v bistvu. Ne? Niso pa vedeli, da če bi oni pustili te ideje, bi mi mogoče prej prišli do nekega razsvetljenstva in bi šel svet v boljšo smer. Ampak zato, ker ti nisi smel reči nič, nisi smel izboljšati idej, ki so obstajale na tem prostoru. In zato jaz mislim, da nikoli ne veš kot posameznik v času, v katerem živiš, kaj je dobro, kaj je slabo. Zato, da pa to mi definiramo, se moramo pogovarjati. Zato, da pa se pa mi pogovarjamo, pa moramo imeti necenzuro. Ker čim ti rečeš, Elon Musk govori, da so cepiva slaba, pa se čez 5 let izkaže, da so cepiva slaba, bi ti naredil ful veliko škodo, če ne bi pustil debate. Tako, nek tak plastičen primer. Ja, pa se tudi lahko pogledamo Kitajsko, naprimer danes ima ogromno količino cenzure, sploh ne rabimo se niti vračati toliko nazaj. Jaz se strinjam, da je tu je ful tanka meja, pa je zelo nevarno, če začnemo cenzurirati neke ideje, diskusije, ampak če pa kdo bo določil to, ne? Ja, a veš, Luka, vedno je vprašanje, ok, gremo cenzurirati slabe ideje. Sam to imaš, kdo določi, kaj je slaba ideja? Ja. Samo to imaš že problem enormen. A bom jaz to določil, a boš ti določil, a bo Twitter, Jack Dorsey določil? Ne vem. A veš, kdo ima prav, ne? Ja. Ampak če so neke te ideje, oziroma če nekdo širi neke ideje, ki so nekako v nasprotju z, ne vem, človeškimi pravicami, pa nekimi normami nekega normalnega obnašanja, jaz mislim, da po eni strani vidim tvoje stališče, da rečeš, ok, nočem imeti cenzure, ker je ful nevarno, če imamo, oziroma tudi zgubljamo nek upside s tem, po drugi strani pa smo videli, koliko imajo ta socialna omrežja lahko vpliva na ljudi in kaj lahko tako, ne vem, širjenje nekih negativnih, pa ne vem, če so niti novice, sploh nekako bi to opredelil, ampak širjenje nekih pogledov. Sovražni govor. Ja, sovražni govor, koliko lahko to dejanske škode povzroči, ne? Ampak sej mi imamo zdaj zadnjih ne vem koliko let, kar je prišel ta Facebook, recimo, imamo nekih 10, 15, 17 let nekega vzorca, kaj se je zgodilo, ko malo bolj neke stvari cenzuriramo. In seveda, če ti neke jasne stvari daš na internet, neko otroško pornografijo, neke pištole, neko nasilje, pozivaš k uboju nekoga, to je jasno pač no-go, ne? Ampak mi smo šli s cenzuro, v mojem osebnem mnenju, v neko smer, kjer smo daleč od tega, je to slaba ideja, je to dobra ideja, ampak je to samo nek pogled, ki ga neke silnice hočejo vzpostaviti. Ne? Se pravi, mi smo šli, po mojem mnenju, preko te meje, kaj je dobra cenzura, kaj je slaba cenzura, v kompletno političnost, kaj je cenzura, kaj ni cenzura. In seveda, kdo cenzurira, kdo ima moč sploh. Imajo socialna omrežja, ima politika, imajo te neke educational ustanove in tako naprej. Ne? Se pravi, kjer paper se bo publishal, kjer se ne bo publishal, in se pravi, cenzura je uporabljena za uveljavljanje svojih interesov danes. In vsa ta cenzura, ki jo mi gledamo, Andrew Tate, pa ne vem, Trump, pa Elon Musk, to je vsa cenzura na isti polobli politike. To je kompleten pattern. Meni je zelo jasno, zakaj bo Andrew Tate cenzuriral, pa zakaj bo Trumpa cenzuriral. Meni je to zelo jasno. Pač, jaz ti lahko povem, koga bo naslednjo cenzuriral, ker vem, kaj cenzurirajo. Ne? Luka, recimo, sam primer, ne? Na Twitterju skupina ISIS ni bila cenzurirana, Andrew Tate je pa cenzuriran.
A veš, in to je pol tako totalno so izgubili plot. A ne. Zdaj Jaša se klej opredeljuje na levičarje, ne, in jaz se ful strinjam. Ne. Zgubili smo v velikih tematikah plot. In jaz nočem, da levičari, sploh ekstremen folk, dobi moč na tem, da definira, kaj se sme reči, kaj se ne sme reči. In to, kar Andrew Tate govori, to se absolutno ne bi smel cenzurirati. Kljub temu, da užal veliko skupino ljudi, kljub temu, da žal ženske, kljub temu, da je mogoče slab zgled za mlade fante. Ampak, lej, svet je pač takšen, informacijski, mladi so bombardirani vse strani slabimi vsebinami, tako pač je. Zdaj, kdo bom jaz dal tam enemu levičarju, da definira, kaj bo moj otrok slišal? A veš, se veš, kakšne imajo pač oni poglede glede spolov in vsega. Ne? Pač to je lahko tudi škodljivo. Ne? Tako da, ne vem, jaz mislim, da noben ne more na svetu definirati, kaj je dobra ideja, kaj je slaba, zato bi jaz vse imel, in slabe in dobre, samo zaradi tega. Drugače pa se strinjam, da obstajajo škodljive stvari. Dobro, otroška pornografija je drugo, ker ima direktne posledice za otroke, ne? To mora biti prepovedano. Ali pa ne vem, da snemaš, kako mučeš nekoga, ali pa ne vem, imaš stvari, ki je zelo jasno definirati in bi se vsi strinjali na vseh poljih, ne, z njimi. Ja. Ampak tako, glede govorjenja, pa mnenja, pa to pa mislim, da ne. Andrej, imaš ti še kakšen take na tole, če ne imam jaz na koncu samo eno kratko sladičko za nas, eno tematiko? Ne vem, a si ti to, Klemen, enkrat rekel, ampak ful mi je všeč ta, da ti imaš pravico do svobode govora, ampak moraš s tem prevzeti tudi dolžnosti, ki pridejo s tem, kar rečeš, ne? Se pravi, ja. Če jaz hočem zdaj, ne vem, pač govoriti o neki stvari, ki je kontroverzna, ne, imam vso pravico, da to govorim, ampak pol moram nositi posledice, ki s tem pridejo, ne. In če me folk linča pol zaradi tega, ker nekaj rečem, bom se samo cenzuriral v resnici, ne. In ne bom tega govoril. In bom imel zase neke stvari. Sej, tako je veliki idej, čez zgodovino se tudi prenašali. So bile domena nekih zaprtih krogov, niso bile v javnem prostoru. Ne. Zato imaš tudi skrivne organizacije oziroma organizacije, o katerih ne veš, pa skupine, o katerih ne veš, se v bistvu samo cenzurirajo pred javnostjo. Ne. In mogoče bomo zdaj v eno tako ero vstopili, ne, kjer imaš nek tak poblaznev oziroma kaotičen javni prostor, kjer niti ne veš sploh, kaj je res, kaj ni res, pol bojo pa ljudje iskali neke ožje zaprte kroge, kjer se bojo neke ideje širile. Ne. Ja, se kleje vedno to vprašanje, a ima Twitter recimo pravico cenzurirati nekoga na svoji platformi. Ne? Zdaj, če si tako zelo odprt pa liberalen, rečeš, oni so biznis in oni imajo neka pravila in oni imajo vso pravico, da se odločijo, da nekoga cenzurirajo. In jaz se s tem v bistvu strinjam. Ne? Če Twitter hoče cenzurirati Elona Muska, s tem, da ga da dol, gre pač Elon na konkurenčni produkt. Ali pa v stvar svojega. Vse to se zdaj že dogaja, ko smo rekli s Kanye Westom, pa Trump je tam gor, pa Andrew Tate je šel na Rumble, ki je konkurent YouTubeu, ampak je kao necenzuriran. Tako da, veš, konkurenca že dela svoje in to ni ta kompletna cenzura, ki smo jo videli v primeru, ki se je rekel v srednjem veku, ki nisi smel nikjer tega reči. Ne. Ampak Twitter in Facebook, oni se morajo odločiti. A so oni zdaj public square, se pravi, kdorkoli pride na ta trg in govori, kar hoče. Ali so oni neka platforma, ki jo oni kurirajo. Ne, oni se morajo odločiti. In kar mene moti pri njih, je, da enkrat rečejo eno, drugi te rečejo drugo. Se pravi, primer. Kad cenzurirajo, rečejo, mi moramo kurirati vsebine.
ko pa imajo oni probleme s tem, da ne morejo pohendlati vseh oglaševanj slabih, ki ne morejo pohendlati otroške pornografije, pa rečejo, mi smo tako kot telefonska firma, mi nismo odgovorni za to, kar se govori čez telefon. Hipokrizija je velika. Ja, tako, oni tisto, kar jim je cool, oni rečejo, mi smo public square, mi ne moramo nič, ko pa cenzurirajo, pa cenzurirajo. Tako da, če bi se oni odločili, bi bilo ful lažje vse, a ne? Ampak se ne, zato ker... Tukaj point, ki ga je Luka prej omenil, neki moderatorji, da imamo 1000 zaposlenih. Kako so se te tehnološke firme, kako je ta balonček zaposlenih rastel? Je rastel za non-tech ljudmi, nekimi moderatorji. To je neverjetno število moderatorjev. Twitter plačuje desetine, stotine milijonov za neko eksterno moderacijo. To je šlo v nebo, compliance do konca. Se pravi, oni so zgubili tehnološki fokus s tem prehodom teh socialnih omrežij v politično sfero, ampak to je težak problem in to niso tudi oni krivi. To je celoten sistem, ki je v bistvu nekako kompleksen in tudi ugotovili so ljudje za vplivom, da tukaj se da stvari nekako spreminjati in so šli na ta public square in so začeli pač svoj content pušati. Se pravi, tukaj imaš politiko noter, tukaj imaš vse skupaj noter, ampak oni so ful manj profitabilni, zato ker imajo 1000 zaposlenih, ker mora to nekaj moderirati. Ja, absolutno. Ja. Ok, mogoče še zadnja stvar, ki bo zelo zanimiva, po moje, ali pa tudi ne. Imam pač v mislih neko sekcijo, ki bi jo lahko imel vedno na koncu remota, ki se reče, do you agree with this statement? Se pravi, ali se strinjaš s to izjavo? In ta izjava, ta teden oziroma ta mesec je doing what you love will make you the most money. Se pravi, če delaš tisto, kar ti je všeč, kar res ti je strast, to ti bo prineslo največ keša. In zdaj Andrej Škraba, dej ta izjavo destroji, uničijo. Klemen, to, kar imaš rad, zato boš največ denarja porabil, ne da ti bo to največ keša prinesel. Andrej, jaz sem samo moderator. Jaz sem rekel, do you agree with this statement? Nisem rekel my statement. Absolutno se ne strinjam s to izjavo. To bomo spet rezali, pa bomo dali, se strinjam. Absolutno se ne strinjam s to izjavo. Mi imamo danes problem, ker se ogromno časa, ki ga ljudje za nekaj porabijo, kar jim je všeč, ne da monetizirati, oziroma nima tržne usmeritve. Tako da to je neka pretentious izjava, verjetno kakšnega guruja, ki hoče prodati full knjig o, ne vem, self-made ideji. Tako da jaz se s tem ne strinjam. Če pogledam, če jaz skozi mojo prizmo razumevanja sveta pogledam delovanje družbe, pa kako služiš cash, se s tem ne morem strinjati. Ne morem se strinjati, da če imaš neki full rad in boš samo to delal, da boš največ denarja zaslužil. Ni nobena družba ne bi mogla delovati, zato ker v vsaki družbi so neke stvari, ki jih mora družba upravljati, ki jih nekdo reši samo zato, ker mu nekdo denar ponudi, ker je nek tržni mehanizem to rešene. In je veliko služb, kjer ljudje pač delajo za nek cilj, da preživijo, da nahranijo otroke, da si plačajo kredite in tako naprej. In to, da delaš samo to, kar imaš rad in boš največ keša zaslužil, je neka, ne vem, iluzija. Luka? Jaz se čisto strinjam z Andrejem. To je največji bullshit trenutne generacije,
ker je nekako prišla ta ideja, da sledi svojim sanjam, delaj to, kar delaš rad in pol boš super uspešen in v tem boš potem najboljši. To je največji bullshit. Mogoče to rata, ne vem, 1% ljudi, da imajo nek passion, pa potem ugotovijo nek super način, kako to monetizirati, ampak drugače pa mislim, da je to daleč stran od realnosti. Sigurno ti pri vsakem delu pomaga, če bliže kot tvojim nekim interesom, pa da te zanima, je sigurno to delo potem lažje opravljati, pa si mogoče v tem boljši, ampak ti si lahko najboljši v neki industriji, kjer ni nič keša, pa je to tvoj life passion, ali pa si srednje dober v industriji, ki trenutno raste, eksplodira, pa boš zaslužil dosti več, če si v neki industriji, ki je pač trenutno v rasti, pa kjer je ogromno nekega denarja monetizacije. Tako da za mene je to je taki bullshit statement, ki ga ne vem zakaj po celem svetu zadnjih ne vem koliko let širijo vse šole, pa vsi govorci, da sledi svojim sanjam, delaj to, kar te veseli, pa boš uspešen. To je complete bullshit. In jaz tudi mislim, da je dosti premalo te debate, ko se mladi odločajo, kaj študirati, kaj bodo delali v prihodnje, se mi zdi, da je dosti premalo debate o tem, kaj je tisto, kar se splača, oziroma kjer je prihodnost, kjer boš ti vredno zaslužil, in dosti preveč ravno tega, kaj je zdaj tvoj life passion ja. Sej, če samo lahko dodam, ni zastonj ta modrost, ne, don't let your vacation become your vocation. Ne vem, kaj je sploh bil prevod. Ne dovoli, da tvoje počitnice postanejo tvoj source prihodkov. Ne. Jaz imam to izkušnjo svojo. Jaz sem bil vedno gamer, svet računalnikov. To je bila moja strast v mladosti, res strast. In jaz sem pa dobil možnost, da delam v tej industriji. Se pravi, da sem zelo upleten v to, kar sem delal pa rekel v BAJU. In s časoma sem jaz padel ven iz tega, da grem jaz igrati neko igro in je to meni hobi in se jaz samo sprostim. Ker sem skozi bil s tem obkrožen, ne vem, nove grafične kartice, hardware, kaj se dogaja v tej industriji. In zdaj je trajalo par let, da sem jaz to mal, v bistvu, da je to šlo mal mem in sem spet dobil neko strast, do tega. Tako da, velikrat imaš ti občutek, da nekaj je tvoja strast, ampak potem, če hočeš vrhunski rezultat v tej smeri doseči, moraš pa iti preko tega, da je to samo, da se s tem ukvarjaš samo takrat, ko tebi paše. Moraš se pa s tem ukvarjati tudi takrat, ko ti ne paše. In to je pa profesionalizem. Profesionalizem pomeni, da se z nečem ukvarjaš tudi, ko ti ne paše. In večino časa moraš pa, po moje, če hočeš nek vrhunski rezultat, moraš pa delati tudi takrat, ko ti ne paše. Ker je taka človeška narava, po moje. Ja, super. Andrej, Luka, a vidva to, kar delata, vam je všeč? Ja, ampak jaz bom tako rekel, če bi jaz, in to je pa po moje ključno vprašanje, se pravi, če ti dobiš zdaj lump sum of money, a bi nadaljeval to, kar delaš? Se pravi, če je odgovor ja, potem ti je všeč to, kar delaš. Če je odgovor ne, ti to ni všeč, kar delaš in bi raje delal nekaj drugega. In moj odgovor, se pravi, če jaz dobim zdaj lump sum of money, kar meni pomeni life changing, jaz ne delam tega več, kar zdaj delam. To je moj odgovor. Ampak še vedno delaš nekaj, ampak nekaj drugega? Ja, verjetno nekaj drugega bi verjetno, ampak ne bi pa delal tega, kar zdaj delam. Ne vem. Okay. Nekaj, kar ti je všeč? Ne vem, Klemen. Odgovor je ne vem. Iskren odgovor je ne vem. Ne, dobim čas, da ugotovim, kaj je to. Ja, mislim, sej prej dam Jaši. Kaj? Ja, hotel sem še Luka da vprašati. Ja, jaz bi tudi rekel, da če bi jaz dobil zdaj nek res ogromno količino denarja, tudi ne bi več delal to, kar delam.
Jaz bi se začel ukvarjati, ne vem, s kakimi investicijami, sigurno bi delal kaj z nepremičninami, mogoče bi investiral v podjetja, kaki early stage investments, zagotovo pa ne bi delal tega naprej. Ampak to ne pomeni, da jaz trenutnega dela ne delam rad. Jaz v trenutnem delu tudi uživam, se dosti učim. Je pa to, kot je Andrej rekel, ko ti postaneš profesionalec, tebi na koncu skoraj vse eno, kaj tvoje podjetje, skoraj, ne zdaj čisto, ampak skoraj vse eno, kaj tvoje podjetje dela. Glej, jaz, na primer, kot direktor, jaz delam z ljudmi. Zdaj, kaj je naš biznis? Ali smo mi platforma za izposojanje avtodomov, športnih avtomobilov, ali pa smo mi dating platforma, na koncu koncev smo vedno marketplace. Imaš demand, supply, treba je porihtati finance, treba je porihtati marketing, treba je porihtati prodajo, računovodstvo. Te funkcije so enake skoraj v vseh podjetjih in jaz mislim, da to ogromno ljudi ima tisto neko idejo, da ti zdaj, če boš delal točno v tej industriji, bo pa to tvoj life-changing moment. Jaz mislim, da je ta del, da je neka industrija, ki tebe ful zanima že po naravi, mogoče 10%, ki ti da tisto, ne vem, da je mogoče kak meeting bolj zanimiv, pa ne vem, da ti je lažje razumeti, da bolj spremljaš, ja, ampak ko si ti profesionalec, na koncu upravljaš neke naloge in ti si uspešen zaradi tega, ker si, ne vem, ker obvladaš finance, ker obvladaš marketing, ker obvladaš analitiko, delo z ljudmi in na koncu koncev je to tvoje delo, ne pa zdaj to, da, ne vem, imaš ti tam hobi, pa imaš, ne vem, 5 ponijev, pa boš zdaj, ne vem, užival do konca s tem. Na koncu, ne vem, lahko imaš ti farmo ponijev, ampak bo spet biznis, boš mogel ti to promovirati. Na koncu bo tvoje naloge stran od tega tvojega passion, no. Ja. Mislim, vrhunski pointi, kar jih je nekaj veliko, ampak jaz ne bi bil toliko zelo kritičen do te osnovne fraze, ki si jo omenil, Clement, ne? Ampak bi pa rekel, rapa neko signifikantno modifikacijo za moje pojme. In nekaj ima dobrega ta fraza, nekaj ima pa slabega, skupno se mi zdi pa, da je napačna pričakovanja. Če boš ti nekaj delal, ker imaš rad in bo zato uspel, milijone in drugih faktorjev, zelo verjetno ne boš uspel samo zato, ker imaš rad. Če pa nekaj delaš, kar je good, kar dela dna, ne vem, recimo si v kriptoindustriji in imaš ti passion, entuzijazem in dejansko ti je hudo to delati, bo ta energija prišla do teh ljudi, ki ti z njimi delaš in ti bo pomagal. Se pravi, karkoli delaš je seveda dobro, da imaš rad, ne pa da se vlečeš na delo. A ne? Ampak to, kar je omenil Luka, to je po mojem največja resnica. Ne samo, da ni več razlik, ko si enkrat profesionalec. Sploh nima veze, kaj delaš. Nima veze, je marketplace, je to. Delo ima toliko enih skupnih lastnosti, da če ti nekaj resno delaš, se pravi, si profesionalc, če imaš rad delo, ali pa nimaš rad dela. To je razlika, ne pa kero delo. In ljudje, ki nimajo enega dela radi, pa drugega dela radi, je iluzorno pričakovati, da bojo pa zdaj samo ta pravo delo rabijo dobiti, pa bojo kar naenkrat ful dobri. To je iluzorno, to so pravljice in najboljši kvot, ki ga tukaj vidim, je od tega Paul Grahama, ki je pač moj najljubši pisatelj oziroma esejist in on reče takole: If you know you can love work, you're in the home stretch. If you know what work you love, you're practically there. Se pravi, prva zadeva je, a ti sploh rad delaš? Večina ljudi ne dela rada. Karkoli bi dela, ne dela rada. Se pravi, to je v bistvu ta prvi preskok, ki bi rekel, da je v bistvu ključen. In tudi, kad ti vidiš res uspešne ljudi, ki imajo 5 milijonov, 10 milijonov, 15 milijonov, koliko ljudi neha delati karkoli pa se sonč? Vedno nekaj novega začnejo delati, neko novo firmo, neki. In oni niso passionate about this industry, that industry. Oni so passionate about doing top level work. Se pravi, ljudje to naprej delajo, ker jih to poganja. Se pravi, a bi Luka, recimo, ali pa Andrej, če bi full en lamsam manja dubu, a bi nehal profesionalno delati in bi se v bistvu, ne vem, lovil ribe, pa bral knjige, pa to. Jaz mislim, da
ta drive, ta adrenalin, ki ga imaš, ko si v neki profesionalni sferi, karkoli to je, ti je dober. Se pravi, nekaj drugega boš delal, ampak še vedno boš delal. A veš, kaj? Se strinjam. To je ključna zadeva, ne? Jaša, jaz mislim, da si ti 99,9% povedal tako, kot jaz mislim. Se pravi, všeč mi je bilo, da si te podrobnosti opredelil. Ker jaz tudi, ko vidim ta stavka, rečem, če ga jaz dobesedno vzamem, ni resničen. Se pravi, doing what you love will make you the most money. Ni resničen v svojem koru. Ampak, če pa obratno pogledamo, a si lahko ti sploh uspešen, če sovražiš to, kar delaš? To je pa drug ekstrem. Jaz mislim, da pogledam Lukata, pogledam Andreja, pogledam druge ultra bogate, uspešne ljudi, vsi imajo to, kar je Jaša opredelil, se pravi, radi imajo delo, se pravi, radi imajo te day-to-day taske, ki jih izvajajo. Jaz nisem tukaj slišal, da bi rekel, moraš biti v industriji, ki jo imaš rad. Pa industrija, ki jo imam rad, je, šivanje. Valjda, da ne boš mogel zaslužiti full cash-a, Ampak tako, glede taskov, da imaš ti rad, zjutraj rad ustaneš, pa se veseliš tega, kar boš delal, jaz mislim, da je to nujno potrebno na dolgi rok, da sploh prideš kam. Zato, ker s tem boš prehitel vse ostale, ki ne marajo tega delati. In oni ne bojo bili sposobni generirati tega nivoja energije, ko postane težko. Jaz, ko sebe za nazaj pogledam, če me ne bi bilo všeč to, kar sem delal v 20, do 25, do 30 leta, jaz ne bi bil sposoben to haslati. In glih ta hasl mi je pol omogočil velik preboj z vidika, da sem se hitro naučil ene stvari, hitreje kot ostali. Zdaj, če pa primerjaš mene z enim, ki mu UX ni všeč, ampak je šel tja zato, ker ta industrija ima full cash-a, jaz vam zagotavljam, da on nima šans proti enemu na dolgi rok. On nima šans, on bo 16krat obupal. On ne bo bil sposoben toliko ur dela dati noter, on se ne bo bil sposoben izobraževati po koncu dela. Zato, ker tega nima rad. Zato jaz mislim, da je tako res nekje na sredini resnica in meni je všeč ta v bistvu stavek, nisem toliko ciničen. Jaz mislim, da bi mogli se ljudje odločiti, kaj bojo delali tudi na podlagi tega, kaj jim je všeč delati. Ker, Andrej, ti si rekel, če hočeš največ zaslužiti, pet na Wall Street, pa pet v finance. Ampak ti dobro veš, da folk ne bi bil sposoben grindati 15 let, ki bi to hejtal, sam zaradi keša. Ja, kako se temu reče, akademski svet ima kle zelo dober, oziroma mi smo to že dobro raziskali, da tudi do rezultata, se pravi, kakšno vlogo igra tukaj denar? Denar igra zelo veliko vlogo tam, kjer je znana pot do cilja, se pravi, kjer je tako task 1, 2, 3, 4 in nagrada, task 1, 2, 3, 4 in monetarna nagrada. V poklicih, kjer pa ta pot ni znana, se pravi, ti ne veš, 1, 3, 2, 4, kaj moraš v bistvu narediti, je pa to bolj pomembno, kar ti govoriš. Se pravi, oni so testirali, ne vem, kjer je nekaj, ki moraš ti, se pravi, kjer je pot znana do cilja, bo večja monetarna nagrada povzročila boljši performance. Kjer je pa obljubljena večja nagrada za intelektualno delo, pa ta nagrada monetarna skoraj absolutno nič ne vpliva. In svet danes je bolj se pravi, več človeškega dela je intelektualnega in te bo večja nagrada monetarna te bo teži v bistvu, boš zaradi tega, ne bo toliko vplival, da boš prišel do boljšega performansa. Kdo je že ful na temu raziskoval? Daniel Pink, mislim, da. On je Pink. Ja. Je tudi veliko teh študij pokazal, ker ima management dostikrat napačno predstavo, dajmo sam ljudi boljš plačati, pa bojo boljš performali. To velja v
tistih situacijah, kjer je znana pot, se pravi, moramo narediti, ne vem, moramo neke škatle nekam prinesti, ne. To je tako zelo, ja, dajmo, se ljudje potrudijo. Tam, kjer je pa nek intelektualni napor, pa to ne drži. In ful je tudi to res, kar je Jaša rekel, da zelo veliko ljudi že samo idejo dela, ne, jemlje kot neko prisilo. Ne, se pravi, moram delati, moram pač nek svoj čas zdaj zamenjati za to. Daj pokaži ta screenshot, Klemen. Niti nimajo neke strasti izdelane. Ne. Aha, si ga že šeral, ok. Laga še enkrat. Dej ga še enkrat šeri, ker tole lih sem ujel ta zeitgeist. Se mi zdi včeraj na enem panoju. A ja, to si ti sliko? Ja, jaz sem ti sliko, ja. A veš, če bi vprašal, kaj je to Live 9 to 5, ja. A veš, ne. Lej, če bi tako se vprašal, kaj bi večina ljudi, kaj jih res veseli. Je verjetno neko druženje z ljudmi, da se družijo s svojimi frendi, da grejo na pivo, da grejo nekaj dobrega pojesti, da gledajo tekmo, ne vem. Ne, pa da tudi ustvarjajo nekaj, a vidiš, to je tudi velik del. Tudi, da ustvarjajo, ampak človeško ustvarjanje je, a veš, nekoga napolne, ne da ustvari v smislu, da bo nekaj naredil oprijemljivega. Je tudi ustvarjanje, ki je neoprijemljivo in so delali raziskave, veliko ljudi napolne to, da se pogovarjajo z drugimi ljudmi, ne, in svoje ideje dajo ven. In je to že bilo intelektualno delo in je pol konc. To je za njih ustvarjanje. Ne. Ljudje grejo v gostilno po napornem delu in tam dajo svoje te frustracije ven. In je to je za njih bilo ustvarjanje misli. Ne? Zelo majhen del populacije je pa sposoben kreativnega ustvarjanja v smislu, pišem kodo in sem programer, sem slikar, delam videe na YouTubu, ne vem, sedim v laboratoriju in za svojim mentalnim naporom neko hipotezo zdaj zavračam ali pa sprejemam. Ne? Tako, zelo je, sploh pa, ker imamo pač sistem, kakršen imamo, kapitalističen, ne, je pa to totalno potem zamaskirano v to, kaj ti trg ponuja. Ne. Se pravi, kje jaz lahko zdaj iz družbe ekstrahiram vrednost, da bom tudi jaz preživel v družbi. In je to v bistvu kontra, ni tisto, kar boš imel rad. Ne. Če ne bi bili vsi oglasi tako, ponujamo ti tvoje, iščemo ljudi, ki imajo radi to delo in ti boš od 1 do 10 pri nas srečen 8, pri nas boš srečen 6, pri nas boš srečen 9. Ne, ni to, ampak je plača je to. Tukaj je bruto plača taka, tukaj je bruto plača taka in ljudje se potem odločajo, a ne, večinoma. Ja, Luka, Jaša, imate še kaj? Ali naredimo mašnico? Mislim, da je to. Sej mislim, da smo usklajeni pri tem na koncu, mogoče sam je bilo treba malo definirati. Odpreti te zadeva. Definirati, ja. Malo so nijanse, a ne, se mi zdi, pomembne. Tako da ful vam hvala, jaz sem ful užival. Mislim, da skoraj 2 uri smo. Veš, sploh, če sem zgubil feeling za čas, bil sem v flowu, kar smo prejšnjič govorili, je dober. Dajal sem ven svoje misli, tako da danes ne bom nič več narediti, tako kaj je Andrej rekel. To, stari kreativen si bil. Nekaj smo ustvarjali, stari. Nekaj bom plačan, nekaj bom vam dal od tega. A bo to dost za preživetje? Stari. In v bistvu, kako hočeš živeti, ne? Tako, bi pravo, super. Ja. V mojem primeru ne. Moraš še kakšne druge stvari delati. Ful vam hvala, bom jaz zdaj ustavil. Dajte tisti spodi subscribe-ati se, dajte like-ati, če vam je všeč, komentirati, karkoli. Planiramo imeti marca en live remote, se pravi, to pomeni na lokaciji, ko bomo vsi v Sloveniji. Tako da, bomo sporočili, ko bo to aktualno, ko bomo nekako prožili organizacijo, no, ampak se ful veselim.
tistega eventa, da se še malo Ja. podružimo s temi ljudmi, ki to radi poslušajo. Ne? Ja. Ker neki jih je, ki so mi rekli, da jim je najljubši format to. Ne? Tako da pozdrav tistim. Hvala vam vsem. Ja, čau. Čau.